Pojem zelena rast opredeljuje spodbujanje gospodarske rasti in napredka ob hkratnem zagotavljanju trajnosti naravnih dobrin, od katerih je seveda odvisna naša blaginja. Bruto domači proizvod kot edino merilo gospodarskega napredka namreč ni dovolj, saj ne upošteva stopnje izkoriščenosti naravnih dobrin in iz tega razloga je potrebno gospodarski razvoj načrtovati z mislijo na naravne dobrine in na njihovo omejenost. Kazalniki zelene rasti, ki jih izračunavamo na Statističnem uradu, so razdeljeni v 4 sklope. Prvi sklop kazalnikov se nanaša na kazalnike produktivnosti pri uporabi naravnih virov. Mednje sodi energetska produktivnost, ki se je v zadnjem letu, torej v letu 2015, glede na leto 2014, povečala za 5% in je znašala 6 milijonov evrov na kiloton ekvivalenta nafte. Snovna produktivnost se je v letu 2015 povečala za 2% in je znašala 1,36 evra na kilogram domače porabljene snovi. Prav tako se je v letu 2015, glede na leto 2014, povečala vodna produktivnost za 2% in je znašala 227 evrov na kubični meter dobavljene vode. Tudi emisijska produktivnost se je v letu 2015 povečala za več kot 1% in je znašala 2,21 evra na kilogram ekvivalenta ogljikovega dioksida. V zadnjih 10 letih so se vrednosti vseh teh 4 kazalnikov povečale oziroma povišale. Največ se je povišala snovna produktivnost za 77%, sledila je emisijska produktivnost za 30%, nato energetska produktivnost za 18% in vodna produktivnost z 8%, kar je razvidno iz tega kroga oziroma infografike. V ta prvi sklop kazalnikov pa sodi tudi bruto zaloga dušika, ki se je po precejšnjem padcu v letu 2014, v letu 2015 ponovno zvišala za 2% in je znašala 44 kg na hektar površine. Drugi sklop kazalnikov se nanaša na kazalnike temeljnih naravnih dobrin. Mednje sodi količina razpoložljivih sladkovodnih virov, ki se je v Sloveniji v letu 2015 zaradi zelo sušnega obdobja in zelo majhnih pretokov rek precej znižala, za kar 46% glede na leto 2014. Količina izkoriščenih domačih virov snovi na prebivalca je bila v zadnjih 2 letih enaka in je znašala približno 12 ton na prebivalca. Če pogledamo v zadnjem 10-letnem obdobju, pa se je znižala za 35%. Lesna zaloga se je v letu 2015 za 1% povišala in je znašala okoli 300 kubičnih metrov na hektar površine, v zadnjih 10 letih pa se je povečala za 12%. Delež kmetijskih zemljišč v uporabi se v zadnjem 10-letnem obdobju znižuje in je v letu 2015 znašal okoli 24% celotne površine Slovenije. V letu 2015 pa se je glede na prejšnje leto povečal tudi odstotek akvakulture oziroma vzreje vodnih živali in sicer iz 85% na 89% oziroma v primerjavi z letom 2006 se je povečal za kar 30 odstotnih točk. Tretji sklop kazalnikov se nanaša na kazalnike okoljskih razsežnosti kakovosti življenja. Mednje sodi delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki se je v letu 2015 ponovno povečal in je znašal že 69% vseh zbranih komunalnih odpadkov. Ta delež pa se je v bistvu v zadnjih 10 letih najbolj povečal od vseh kazalnikov, saj se je povišal za kar 56 odstotnih točk. Zelo počasi se povečuje tudi delež kmetijskih zemljišč z ekološko pridelavo, ki je v letu 2015 znašal okoli 9% in se je glede na leto 2006 povečal za 3,5 odstotne točke. Sedaj pa bomo prešli na podatke iz leta 2014, ker so to zadnji razpoložljivi podatki. In sicer izpostavljenost prebivalca onesnaženosti z delci PM10 se je po teh zadnjih razpoložljivih podatkih v letu 2014 glede na leto 2013 znižala za 10%, v 10-letnem obdobju pa za 39%. Delež prebivalstva, priključenega na čistilne naprave z vsaj sekundarnim načinom čiščenja, se povečuje. V letu 2014 je znašal 58%, oziroma skoraj dvakrat več kot pred 10 leti.
Delež neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E. coli pa se zmanjšuje. V letu 2014 je tako znašal 8% in se je v zadnjem 10-letnem obdobju zmanjšal za 20 odstotnih točk. Četrti sklop kazalnikov se nanaša na kazalnike političnih odzivov in gospodarskih priložnosti. Državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj namenjena za okolje so se v letu 2015 glede na leto 2014 povečala iz 3,3% na 6,2%. Medtem ko so se sredstva namenjena za energijo zmanjšala iz 3,1% na 2,6%. Delež okoljskih davkov v primerjavi z vsemi davki in prispevki se je zvišal in je v letu 2015 znašal približno 10,6% oziroma 11%. Delež davkov v ceni zemeljskega plina za industrijo pa se je v letu 2015 glede na leto 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke, medtem ko se je delež davkov v ceni električne energije za industrijo zvišal za 2 odstotni točki. Če povzamem, večina kazalnikov kaže na višanje zelene rasti v Sloveniji. Iz samih diagramov je razvidno, da se v zadnjem 10-letnem obdobju vrednosti višajo. Prav v vseh teh vrstah produktivnosti, to pomeni v osnovni, energetski, vodni in emisijski produktivnosti, sicer z manjšim nihanjem, ampak se višajo. Prav tako se veča tudi lesna zaloga, delež akvakulture, delež ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, kljub nihanju pa se nekako v povprečju viša tudi delež akvakulture. Veča se tudi delež prebivalstva priključenega na čistilne naprave z vsaj sekundarnim načinom čiščenja. Prav tako se veča delež okoljskih davkov v primerjavi z vsemi davki, delež državnih proračunskih sredstev za raziskave in razvoj namenjen za okolje. Na zeleno rast pa kaže tudi zmanjšanje onesnaženja z delci PM10 in pa zmanjšanje deleža neskladnih vzorcev zaradi onesnaženosti pitne vode z E. coli. Naslednja dva kazalnika pa žal ne izkazujeta zelene rasti in to sta izkoriščanje domačih virov na prebivalstva, ki se je do leta 2007 zviševalo, nato je pričelo upadati, pozitivno upadati, v letu 2013 pa se je trend žal ponovno obrnil in se zvišuje. In pa državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj namenjena za energijo, ki so se do leta 2011 pozitivno zviševala, nato pa so se kljub rahlemu nihanju nekako v povprečju se znižujejo. Na spremembo določenih kazalnikov lahko vplivamo z našim ravnanjem in z našim odnosom do okolja. Na določene kazalnike pa ne moremo v celoti vplivati sami, ker so posredno odvisni tudi od klimatskih sprememb, od vremenskih razmer in pa seveda od pretokov rek. To so zaloga dušika, količina razpoložljivih sladkovodnih virov in pa izpostavljenost prebivalstva onesnaženju delcev za PM10. Hvala lepa.